Pozdravljeni na tradicionalnem tekmovanju v branju in pisanju Brajeve pisave in 10-prstnem tipkanju. Kot že nekaj let se tudi letos tekmovanje začenja s pogovorom. Tokrat je z nami gospa Urška Lah in pa Timotej Skledar, ki bosta spregovorila o samem razvoju pisave in pomenu Brajeve pisave za slepe. Pogovor bo vodil Dušan Brešar Mlakar, nekdanji strokovni sodelavec Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, s katerim sodelujemo tudi danes. Dušan, izvoli. Hvala. Pozdravljam tudi z moje strani. Moram povedati, da me malo prevevajo čudni občutki. Včasih sem bil na Lukotovem mestu, sem tole organiziral, pa tudi nekako sem uvedel tile pogovore v Brajci, ker sem zmeri razmišljal v tem smislu, da bi to tekmovanje, kot se to uradno imenuje, da bi to naredili bolj kot srečanje ljubiteljev Brajce, ampak sej vi, ko hodite redno, pa še oni, ko letos ni, to tudi verjetno tako jemljete, a ne? Jaz sem zelo vesel, ne, da lahko danes pozdravim ob sebi Urško Lah, tiflopedagoginjo, defektologinjo, upokojeno Tršico iz Zavoda slepih in slabovidnih, oziroma zdaj je center Iris, pa tako naprej, ne, in s katero sodelujeva, oba razlikujeva zgodovino slepih in potem se včasih slišiva in se izmenjujeva, nesebično izmenjujeva informacije in material, ki ga najdeva, ne. Urška, dobrodošla. Dober dan vsem skupaj. Ja, dober dan vsem skupaj še enkrat. Zelo podpiram tole, da imate ta tekmovanja v Brajci in upam, da bo to teklo še naslednjih dolgo in dolgo let. Ja, hvala. In pa seveda Timotej Skledar, ki je zaposlen na zvezi in sem zelo vesel, da je z nami tukaj, da bo delil svojo izkušnjo, ker je malo takih, kot je Timotej, ne, ker je v bistvu kasneje oslepel in se je naučil Brajco in sem bil prav presenečen, ko je enkrat prišel na tekmovanje. Mislim, koliko po eno leto si se učil, ne, in si se upal priti na tekmovanje? Še to ne. No, okay. Lahko Silva pove, kdaj smo se začela avgusta učiti, nekaj takega. Januarja, februarja pa bilo tekmovanje. Ja, okay. No. Čestitam. Ja, tako da je, in sem pol tudi seveda, ko smo se pogovarjali okrog tega, koga bi povabili za goste, je bil Timotej na drugem mestu, seveda Urška bila na prvem, tako da, ampak to ne pomeni, da je nepomemben člen tukaj, a ne. No, in zdaj pa jaz sem za začetek malo pripravil, zdaj, mi se bomo zdaj seveda, ne, mi smo zdaj videči, oziroma midva sva videča, pa bova malo govorila o Brajci, zdaj seveda to ne pomeni, da zdaj midva vas učiva o Brajci, vi, ki ste pač profesionalci za najo, oziroma ki ste uporabniki, ampak je bolj to mogoče izmenjava izkušenj, pa če bova midva kaj narobe povedala, pa prosim, da najo popravite, pa in nama poveste, da nimava prav. Tako da jaz sem zmeri prav ničesar od slepih brez slepih, a ne. Tako da in sem zelo vesel, da sem v teh 25 letih, 24 letih, kakor delam tukaj, da sem dobil veliko informacij in da sem se naučil nekaj, a ne. Zdaj, jaz sem za začetek pripravil malo en pregled pisav, a ne. Zdaj, Brajeva pisava je pač ena od tistih pisav, ki se pač uporabljajo, a ne. Zdaj, bojda so eno prvih pisav imeli inki, ki so imeli neke vozle, a ne, tako da so se sporazumevali s temi zadevami, ne. Potem so bili tudi neki nalivniki z neko pisavo, ki se je hitro strjevala. Tako da v bistvu ta penkalo, ne, ki je pač en Zagrebčan, ki naj bi izumil nalivna peresa, se je pisal penkalo, žit, in je pravzaprav samo tisto izumil, kar je že bilo izumljeno, a ne, kar so v bistvu slepi izumili. Bojda imate slepe tudi zasluge za te kemične svinčnike, kulje, a ne, ker so pač ker so rabili za vesoljske polete, so rabili neki
ker nalivniki niso delovali v vesolju zaradi breztežnosti in so potrebovali nekaj, kar bojo pisali. In to je, Kuli je pač naredil na tem principu, da je notena kroglica, pa eno črnilo in to se potem maže in se piše. Rusi so pa uporabili bolj preprosto zadevo, svinčnik. Malce ne je bilo. No, in potem bi rekel, zdaj prva resna pisava je ta Ovijova dvižna pisava. To je bila v bistvu, bi rekel, navadna pisava, ki je bila približno 15 mm velike črke so bile. To so jih otisnili in potem se jih zlepili od spodaj z enim tršim kartonom, zato da se pač te tipanke, debeline črk so bile recimo 2 mm, 15 mm velike ali malo večje in so potem vzeli spodaj karton in so jih vezali v knjige in to so bile prve knjige. Problem je biti, da so bile to velike in težke knjige. Je pa zanimiva zgodba, kako je Ovij, ki je bil vsega, Ovija poznate, Ovij je bil pač, ki je ustanovil prvo šolo v Franciji in je bil tudi neki jezikoslovec in je tudi potem ustanovil tudi eno šolo v Rusiji, tako da je ena pomembna oseba. No, kako je prišel do tega, da je to pisavo izumil? Na Dunaju je živela ena vrhunska pianistka Tereza von Paradis, ki je bila, pravijo, da je Marija Terezija bila njena botra, ker je bil oče v vrhu te državne hierarhije in je imela tako eno historično slepoto. Zdaj o njej bomo kdaj drugič, sem pa napisal en članek pred leti za tole, kaj že ima, ne za prijatelja, za dom in ženo, ali kaj že ima Slavica. Obzornik, tako da lahko tam preberete. No, in ona je bila vrhunska pianistka, Haydn, Mozart, Salieri so pisali z eno skladbe in ona je potovala po Evropi. Orientirala se je pa tako, da je imela taktilni zemljevid, ki je bil narejen iz različne debeline niti. In to je pokazala Oviju na enem srečanju in je Ovij dobil idejo, da bi pa on s tem tipanjem na ta način, da bi dobil to pisavo. Tako, no. Potem recimo ena od takih pomembnih zadev je tudi Kleinova pisava, ne vem, koliko poznate. Jaz sem tukaj prinesel eno Kleinovo stavnico plus en napis, en tekst napisan v Kleinovi pisavi, tako da vam bom pol dal za potipati. Je pa to tekst od tega mojega Čuriča, ki ga zdaj raziskujem, Toneta Čuriča, glasbenika. Pismo mi je pa zrihtala iz arhiva, je našla Urška, tako da sem bil zelo vesel. No, zdaj potem je tukaj še ena pisava, ki se je reče Munova pisava, ne vem, če poznate. Munova pisava je nastala leta po drugi svetovni vojni, 1847 je pravzaprav nastala, je pa zadeva v tem, da je to bojda zelo dobra za kasneje oslepele. Ker namreč Munova pisava, Munova ali pa, jaz se hecam pravim, da je to Lunina pisava, ker je Muna, je v bistvu imel celo tiskarne po celem svetu in da se pravi, da se lažje naučiti kot Braillevo pisavo, ker namreč ima neke čudne črke, recimo, če vam predstavim čisto na hiter, recimo črka A je pač v bistvu A, sam brez črtice, recimo B je tako kot una kluka pri dežniku, C je C, D je narobe obrnjen C, E je tako kot en podpornik, F je narobe obrnjena kluka dežnikova, G je, se pravi, da je zgoraj zavihek, F je spet zgoraj, ampak v levo zavihek in tako naprej. Skratka, ene črke so podobne, ene niso podobne, je pa v bistvu, se pravi, precej nelogična zadeva.
ampak očitno je to funkcioniralo. Da se pa pisati vse, in črke, in številke, in matematične znake in vse. Ne. To se je uporabljalo tam koncem prejšnjega stoletja, ker je v bistvu dr. Mun je tudi, da recimo takole, če preberem, ne, Mun Printing Works je deloval do leta 1960. Ne, in izdajal revije v 471 različnih jezikih. In se pravi, ja, tako, je pa reliefne oblike, se pravi podobno kot brajica, ne, samo da je reliefne, ima te znake, ne, se pravi nekje med brajico in Kleinovo pisavo. Ne. Zdaj, kar se tiče brajice, a ne, se to vemo, je zadeva taka, da je to pač izhaja ven iz vojske, ker pač vojska ima denar, ne, se veste. In je Barbieri je bil oficir zaveze in kriptologijo, ali kako naj rečem, ne, je v bistvu pač neko skrivno pisavo je izumljal, ampak ta pisava, ki je on izumil, je bila neuporabna, ker je imela, ne vem, 8 ali pa celo 16 pik, ne, ali celo 12 pik, ja, no, hvala. In je v bistvu bila neuporabna za slepe in je potem, naredil je pa tudi stavnico, ne, za te zadeve, tako da je potem to, ker precej stvari je v osnovi naredil, no, in je potem to prešel v zavod, tam je dobil to Louis Braille in je potem to posodobil in je naredil. No, se to tako veste, a ne. Zdaj, seveda, te brajica ima različne oblike, Američani so jo celo horizontalno postavili, a ne, to je bil William White je skupaj spremeniti sistem, potem je pa on tudi mogoče celo najbolj zaslužen za to, da je se brajica kot taka uveljavlja, a ne, ker je v bistvu kot neke vrste je naredil eno tekmovanje in je ugotovil, da je pač 95% teh je hitreje se naučilo pisati brajico kot pa vse ostale, a ne. No, tako da, ja, zanimivo, no, če še malo grem, zanimivo je še pa malo Rusi, če še grem malo na Rusije, se so imeli tudi Italijani svoj sistem, Rusi so imeli svoj sistem, a ne. Rusi so pa naredili tako, da so celo, Rusi so rekli, sej nima smisla, da mi brajica je relativno enotna, ne, pisava lahko bi bila kot ena univerzalna pisava, ampak dobro, vsak jezik ima svoje črke pa te zadeve, tako da je tukaj se malo razlikuje, a ne. Rusi so pa rekli, si brez veze, da se tako prilagajamo, slepi so tako revni, da to je bilo 1880, ne, da tako ne bojo komunicirali z drugimi državami in so uporabili svoji zadevo in so samoglasniki so bili opremljeni s pikami, soglasniki so popravili črte pa kroge, ne. Tako da, no, in nekje leta 37 pride do poenotenja tega sistema. Smo pa, bi rekel, ko smo Slovenci, jaz sem mislil, da je to slovenska brajica, da je nekako izum Minke Skaberneja, ne, ampak pravzaprav ni, ne. Minka je samo zbrala stvari, ker namreč, a ne, Urška, mi da se pogovarjamo o tej tako imenovani Glaserjevi brajici, kjer je na področju Jugoslavije so bile 3 brajice, so rekli Bekova brajica, Ramadanovičeva brajica in pa Glaserjeva brajica, ne. In jaz sem dolgo časa iskal, kaj to pravzaprav pomeni, no in potem sva skupaj z Urško ugotovila, kaj pravzaprav je ta Glaserjeva brajica. Urška, izvoli. Ja, Glaserjeva brajica je pravzaprav brajica, ki jo je Glaserjeva uporabljala in povzema v bistvu hrvaško brajico od Vinka Beka. To pomeni, ni neka njen izum, tako da tukaj je pa res, da so obstajale 3 različice, potem ko smo po prvi svetovni vojni, ko so se dobili, to je bila Ramadanovičeva, Bekova pa seveda slovenska.
in je bilo treba to prilagoditi. Največ prilagoditev je pri tem doživela Ramadanovičeva brajica, ker je mogla opustiti kar nekaj znakov in sprejeti slovenske oziroma hrvaške. Hrvaška brajica je obstajala najdlje, zato se je v bistvu najbolj prilagajalo hrvaški brajici. Slovenci, mislim, da smo spremenili samo en znak, medtem ko Ramadanovičeva brajica je pa opustila kar nekaj znakov in je mogla na novo pisati, ker je bila v bistvu najmlajša. Ramadanovič je v srbskem prostoru začel z brajico, to pomeni med Prvo svetovno vojno in pa seveda po njej, in treba je bilo to uskladiti, da je imela cela ta, bi rekla, jugoslovanska, da je imel cel jugoslovanski prostor enake zapise. S tem, da seveda so se določene črke kljub temu razlikovale, ker jih Slovenci nimamo, to je mehki č, dž, pa dž. Seveda lj pa nj smo pa mi v bistvu uporabili in tiste krajšave, ki jih poznate, st, št, pa šč, iz nemške brajeve abecede. To se je zdelo zelo prikladno, tudi Minki Skabernej je znala to zelo dobro argumentirati. Mislim, da je prav, da so te krajšave ostale, seveda pa so brajica se še vedno razvija. Recimo prej je omenil Dušan, da je bila od začetka v bistvu to 12-točkovna celica, ki jo je potem braj na 6-točkovno skrajšal, zaradi tega, ker blazinice prstov pač 6 točk sprejmejo zelo dobro, 12 je pa že preveč. S tem, da zdaj, ko je recimo tehnologija šla naprej, je bi rekla, v tem internetnem zapisu ali pa odkar so računalniki, pa je bilo treba to prilagoditi. Gre pravzaprav za 8-točkovni sistem, to pomeni, če beremo celico v kolonah, beremo recimo osnovno 1, 2, 3, na levi pa na desni 4, 5, 6. Če pa beremo zdaj to, bi rekla, računalniško, je pa 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 8. Tako da v tem se je moglo prilagoditi, s tem sta se dobila še 2 znaka, ki pa seveda omogočata še mnogo več kombinacij, kot jih je pa 6 točk omogočal. No, toliko zaenkrat. No, moram reči nekaj, da prvi učitelji, to, kot smo rekli, Glaserjeva, Glaserjeva je bila Frančiška Glaser, ki je bila učiteljica v Gracu. Tam so bile še, v bistvu še, če jih zdaj kar preberem, ker jih ne vem na pamet, je sicer Frančiška Glaser, Veronika Iglič, Sofija in Franica Bezlaj, te so bile z izpitom, se pravi, kot so takrat rekli, sprašane učiteljice, potem so bile pa še Katarina Nosan, Franja Klara Vrhunec in Neža Topolnik, pa so bile še brez izpita. A lahko samo omenim, tale, kaj je že, ki je z Skabernetovo Bezlaj, kako se je že pisala? Bezlajeva. No, ona je v bistvu ona je v bistvu že v graškem internatu oziroma v graški šoli pred Prvo svetovno vojno poučevala tudi slovenske slepe otroke in ona je recimo pri čeju, šeju in žeju oziroma pri seju, zeju in ceju dodala 4. piko, da se je bralo, v bistvu sta bila 2 znaka za šumnike. To je bila posebnost, ampak je to Minka Skabernej zelo lepo argumentirala, da to pač, da s tem se otežuje brajica in potem je pač nastala
brajca taka, kot jo danes poznamo. Mogoče bi še to omenila Kobal, a ne, je recimo pri svoji začetnici uporabljal č in sicer kot x, ne, to pomeni prva, tretja, četrta, šesta pika. In te početnice, kot se je to prvo berilo ali pa prva čitanka za slepe imenovala, potem niso mogli tako uporabljati, kot bi jo sicer lahko. No, ampak pri tej početnici je bilo še nekaj drugih stvari, ki niso bile glih najbolj specialno pedagoško utemeljene, tako da so mogle učiteljice, ki so poučevale, recimo ta Klara Vrhunc, Franica Klara Vrhunc, je mogla pravzaprav vedno delati, kako bi rekla, delovne učne lističe, po katerih je potem učila. No, recimo Franica je predlagala, da bi bil Klein, da bi se Klein napisal 1-3, to bi bila ena celica, ne? Potem pa 1-2-3 in pa 1-4-6, pa 1-3-4-5. Ja, to bi bilo. Potem pa vrč bi bil pa 1-2-3-6 in 1-2-3-5 in 4 in 14. Tako nekako je to ona predlagala. Se pravi, 2 koloni bi bile, ne? Tako bi malo zakomplicirala. Tako da, skratka, leta 25.11.1920 so pa poenotili zadevo, so se v Ljubljani na pobudo Minke, so se sestali Minka, Vinko, Bek pa Ramadanovič pa so potem to uredili. Ampak hotel sem še to reči, ne? Prvi učitelj Brajce naj bi bil pa Engelbert Gangl. To je bil en nadučitelj, pesnik, otroški pisatelj in te zadeve. Zdaj, kaj več od tega ne vem, ampak samo Kobal ga nekaj omenja. Jaz sem sicer zdaj nekaj pridobil eno gradivo, ko moram še naštudirati, mogoče bom pa kaj najdel, kaj o tem, ne. Kdo bi rad dodal? Izvoli. Jaz sem eno vprašanje sam. Zdaj omenjamo tlele, da so bile na področju Jugoslavije 3 brajce, Bek, Glaser pa Ramadanovič. Me zanima v bistvu, gospa je rekla, da so bile razlike, pač kakve so bile dejansko razlike med njimi in v bistvu, in kakva je bila razlika z Odluje braja, v bistvu, kje so se razlikovale tele pisave? Mislim, da predvsem v Šumnikih. Pa zdaj čisto točno ne bi zdaj le vedela, lahko pa, če vas zanima, vam pošljeme po elektronski pošti, malo bom proučila, razen če ti to veš. Jaz mislim, da oni so imeli te, Brajca, mislim, da obstaja v Franciji en inštitut za Brajco, kjer moraš to gor poslati in potrditi. Mislim, da je nekaj takega, a ne? In recimo Ramadanovič ni dobil dovoljenja iz tega inštituta kot takega, ne? Ker namreč sej vemo, ne, to je 64 znakov, ne vem, koliko kombinacij je in znotraj tega lahko ti postaviš svoje znake. In zdaj, če se to preveč meša, ne, je potem prihaja do nekih nesoglasij za tisto osnovno brajco, ne. Zdaj, razlika med slovensko in hrvaško je bilo to, da je bilo pač treba zamenjati z pa ž-je, ne, da je bilo obratno. Točno kaj je bilo pa z Ramadanovičem, pa tudi jaz ne vem, ampak očitno je tam bilo predvsej teh, kot je rekla Urška. V dokumentu, ki sem ga jaz prebrala, to je neka anketa, opisuje Minka Skoberne ravno to, kako je pravzaprav prišlo do teh razlik, ampak katere točno črke so, pa trenutno ne vem, lahko da sem pozabila, lahko pa da niti niso bile napisane. Ne vem.
Bom se pa potrudila, pa poskusila poiskati te razlike. Ja, vse tismo Pa jih bom- dokumentov, ko sem ga tudi jaz gledal, tudi ni nič. Ne, ni. ne to se pa res nisem poglabljal. Tako da, A 3 mehki čaji? Ne. Mehki čaj je še vedno. a ja, to je pa meni Silvo povedal, a ne Silvo? Ja, jaz se spomnim tega, da so še z X-em, tako kot ste prej povedali. Ja. Z X-em se je pisal če tudi. Ja, Tega se spomnim. berem zdaj, kaj že, Most na Drini in je ČX. Ja. Iz katerega leta, kdaj je bilo prepisano, Jana? Se spomniš? Ker jaz eno, 56. Ja, tako. ker jaz sem eno iz leta 48 bral, je tudi X. In kdaj so to ukinili? Očitno še A ja, ta č. Ti bom kar povedal. Ne, ker tamle, ker je Štefan Cvajk, tista knjiga je pa iz 57, pa je mislim, da normalen, če danes prva šesta, ne? Ja. Kot očitno je takrat se to... Vede, kak je to bilo? To so z roko pripisovali in kak je pripisovalka verjetno začela oziroma kak je bila navajena, kak je verjetno šlo, pa so pa mlajše prišle zraven, ne? Zadnja, ki je bila Celina Rakovec, ki še je pisala na roko, pa Celil podjet. Kaj, na tablico? Ali na Na stroj? tablico, na Slovenije podjet. Ja, takole je. Hrvati so popravili oziroma zamenjali Z in Ž ter ga uskladili slovensko brajevo abecedo, tako smo dobili jugoslovansko brajevo abecedo, ki je veljala do leta 1951. Takrat so Centralni odbor Združenja slepih Slovenije, slepih Jugoslavije in Svet za znanost in kulturo vlade FLRJ spremenili znake za Đ in Č. To je uradni zapis, to je iz tiste knjige Zgodovina slepih in slabovidnih v cirilici, ko svoje prala. Tako da, ja. Skratka, brajica se skozi razvija. Brajica se skozi razvija. Tako kot jezik, tako se tudi brajica razvija, kot se znanost. Tako da. Je pa bi še pa to povedal, ne, da so, ko je Minka 1. marca 1918 predstavila to brajico v dobrodelnosti, jo je Atamc jo je prijavil, češ da snuje neko tajno pisavo in je mogla iti na zaslišanje pri avstrijskih oblasteh, so jo v bistvu kot, ne. No in naj vam še eno zanimivost povem, ena od prvih prepisovalk ali pa prepisovalka dolgoletna je bila od stanovnika mama, od Janeza Stanovnika, Ana Stanovnik. To sem še jaz videl. Meni je prav žal, da nisem brajice znala že kot študentka, marsikaj bi lahko preplonkala. Ja. Težka, ne? Ja. Timotej, no, dajmo še malo Timoteje besede, ne? Timotej, kdaj si se pa ti z brajico prvič srečal? Prvič sem se z brajico srečal leta 2017, avgusta, ko me je začela Silva učiti na društvu brajico. In si rekel, tega jaz sem nikoli znal. Ja, to glih nisem. Imel sem voljo pa motivacijo, da se naučim, da se opismenim kot slepa oseba. Joj, zelo sem se spomnil, jaz sem imel enega iz Celja, sem imel enega možakarja starejšega, ko je kasneje oslepel in se je pri mojih letih, ali pa še kasneje, se pravi, jaz sem star 64 let, se je naučil brajico. In je potem si hodil sin sposojati knjige, mu jih je nosil in je sicer trajalo kar precej časa, da jih je vrnil, ampak je rekel, da to on vse lepo prebere počasi, ne. Tako da ni nikoli prepozno za učenje brajice. Ne. Jaz vem za primere na Norveškem, ko se ženske učijo pri 92. Lej, jaz sem sam rekel, če bi, tako je rekla Urška, ne, če bi že oslepel, jaz bi res želel brati v brajici. Sicer vprašanje, ne, ampak ker se mi zdi, da je pravzaprav vsako podajanje, branje je v bistvu neko vrsto podajanje, ne glede na to, da berejo nevtralno in te zadeve, ne. Tako da je to, brajica je res neki genialna zadeva, tako da smo res lahko oziroma ste hvaležni Ljubi Braju, ne. Slepi se bomo mogli tudi tehniki naučiti, pa
tudi ozavestiti mlade na nek način. Ne? Ja, sej mislim, da je kar nekaj mladih je. No. Da brajca, brez brajice slepi bi bili kot narod brez jezika. Narod brez jezika pa vemo, da je mrtev. Ja, vse to si pa ti, Sebastian, lepo napisal, jaz te zmeri citiram, ne, da brajica pravzaprav ni abeceda, ne, ampak brajica je svet, svet, v katerem ga vstopaš in svet, v katerega vstopaš in ti svet pravljic, v svet nekih domišljija. Ne? In enkrat smo na brajici smo brali en tekst Štefana Cvajga, to je en pisatelj, ko mu je država propadla, Avstro-Ogrska, tam je bil zelo popularen in je noto pisoval, ko je srečal enega fanta, ko je bil nepismen, ne, in je potem razmišljal, kaj to pomeni biti nepismena. Ne. Dejansko ne moreš potovati. Ne. Mi smo lahko istočasno tukaj, lahko smo, ne vem, v Tuniziji, lahko smo na Kitajskem, ker pač ali pa v pesnici, tako, ja. In dejansko lahko potuješ v domišljiji, v prostoru, v tema, ne. Če si pa tako, si pa samo omejen na zdaj, ne. Tako da, ja, no, in zdaj smo že rekli, ne, malo smo povedali učiteljicah, ne, zdaj bomo šli pa malo na Franico, prvo učiteljico slepih. Ne. Se meni je zanimivo, ne, Urška, kako to, da je zdaj njo govorijo o prvi učiteljici, ko smo pa pravzaprav videli, da so pred njo bile v Gradcu, naj povem, ne, še nekaj, Graška šola je bila ustanovljena šele 1881 ali 91. Jaz sem imel občutek, kar sem bil tukaj na zvezi, vsi so govorili Graška šola, Grad, sodilni zavod, ne, ampak je pravzaprav še bila najmlajša. Ne? Izvoli, Urška. Ja, jaz mislim, da je vloga Franice vrhunc, sestre Klare, to pomeni bila je usmiljenka, je mnogo večja, kot si mi mislimo. Ni pa bila prva. Zdaj po teh proučevanjih tega njenega življenjepisa, jaz ugotavljam, ona je bila pravzaprav prva, ki je prva v skrbstvu za slepe, slovenske slepe ljudi v Sloveniji. Že prej so poučevale v Brajici, v bistvu slepe v Gradcu druge učiteljice, ampak zanimivo je leta 1914, tik preden se je začela prva svetovna vojna, sta v Gradcu delali samo dve, ne? In ena od teh dveh je bila Franica Vrhunc, ki je takratni ravnatelj tudi poveril vodstvo, pedagoško vodstvo v poučevanju slepih, to pomeni slepih vojakov, slepih slovenskih vojakov, ker oni pač nemščine niso obvladali toliko, da bi se lahko učili v nemščini, čeprav otroci, ki so prihajali iz Slovenije v Gradec, so se učili v glavnem nemške oziroma avstrijske brajice. No, zakaj je bila ona toliko posebna, ne? Ona je začela zbirati tudi sredstva, denarna sredstva za vse tiste oslepele vojake, ki bi se za slovenske oslepele vojake, na njihove knjižce je potem nalagala tudi denar, da ko bojo prišli v Slovenijo, ko se bojo naučili brajice, da bojo lahko potem imeli svoje, ne vem, trafike ali pa da bojo izdelovali, da bojo lahko kupili orodje, material, da bodo potem lahko samostojni, da bojo delali, ne vem, ščetke, torbe in tako naprej. In dejansko je ona skrbela tudi ne samo za pedagoški status, ampak tudi za vzgoj, za socialni status teh slepih, ne. To se je precej prezrlo. Tako da ona je imela mnogo večjo, kako bi rekla, vlogo v skrbi za slepe, kakor ji je bilo pravzaprav dodeljeno, a ne.
Tudi recimo, da je Minka Skaberné sploh začela s knjižnico slepih, je bila pobudnica Klara, no, ta sestra Klara, Franica Vrhunc, gre za isto osebo, ker je ona že leta 1917 začela spraševati, kaj se dogaja z denarjem, ki ga pobirajo razna društva v imenu slepih, ker do slepih v bistvu ni prišlo. Ona je potem zbirala ta denar, prosila pa je tudi, da bi začele recimo prostovoljke prepisovati v brajici. Prvi tečaj je ona hotela organizirati avgusta 1917. Takrat je ona imela dopust, takrat bi lahko en teden organizirala. Javila, kolikor vem, se je samo ena gospa iz Murske Sobote. Glede na to, da se je takrat v brajici prepisovalo pravzaprav preko tablic, brajevih tablic, je bilo to delo zelo počasno, mislim, da tukaj vsi to poznate. To delo je bilo zelo počasno in za enega samega, recimo, da bi eno knjigo prepisala, je bilo skoraj nemogoče. Franica Vrhunce je obrnila potem na Kalana, ki je bil takrat, ki je izdajal eno knjigo Bogoljub. On je potem tudi prosil Minko Skaberné, da se je povezala s Franico, odšla je v jeseni ali v zgodnji zimi, skratka še leta 1917 v Graz. Tam sta se s Franico spoznale in ko se je vrnila, je potem organizirala, ko se je vrnila Minka Skaberné v Ljubljano, je organizirala tečaj brajice. Mislim, da ga je organizirala, kakor sem brala, 5-krat. Sigurno ga je enkrat organizirala že v času po drugi svetovni vojni. Ja, po drugi svetovni vojni ga je tudi organizirala. Mislim, da ga je 3-krat organizirala pred drugo svetovno vojno in po drugi svetovni vojni 2-krat. Ali pa ga je 4-krat. Prosim? Ja, no tako, to je toliko vem, toliko sem najdla iz teh arhivov. V starih knjigah, ki so še tu v tej knjižnici, se vidi ime prepisovalke in se točno vidi tudi, kako so s tablicami pisali vse. Ja. Pa še prelepljeno je marsikje s selotejpom, pa s čim. Tako, So bile napake. to je bilo kar dolgotrajno delo. V tretji vrstici čitaj, to piče. Tudi to, ja. Pa je bilo prav. Zato, da ni cele strani rabila še enkrat prepisovati. Ja. Ali pa s 6 pikami, ki se zgodilo. No, zanimivo je, velikih začetnic takrat tudi še niso uporabljali, ne? Na začetka so, pol pa ne. Jaz se zabrajo listi, to v bistvu bolj pametno. To v bistvu sploh ni tako slabo. Ni po pravopisu, ampak ni važno. Ja, ne, samo zdaj, če se grete v to smer, kar se mi zdi prav, ker zdaj pač mi pišemo na računalnike in je dobro, da vemo, da pisa tako, kot se napiše, da vemo za rdečega tudi, da lahko prebere, da se mi misli. Ja, tako. Se strinjam. Najprej je na primer motilo knjige, ki niso imele velike začetnic, jaz mislim, da je to pač za sam tekst, da je to pač ni dobro. Tako je bilo. Mi še nismo učili z velikimi pisati, moje generacije. Jaz sem leto 62 hodil, od 62 do 70. Verjetno sem tu najstarejši. No, zdaj bi pa jaz tule nekaj vprašal, ki je Silvo jih omenil, ki ste starejši, pa me resno zanima ena stvar. Ko sem jaz hodil v zavod, jaz sem sicer zdaj ne več tek mlade, ampak vseeno mlajše generacije od vas. Takrat se ne o Minki, da govorimo o 80-ih letih in čez 90-ta, ne o Minki, ne o Manici Vrhunc, še manj, Klari, še manj. Pa me zanima, a to sam interesa niso imeli nam prepovedovati, ali
so jim njo tudi namenoma zapostavljali, ker je bila pač nuna, ker vemo, kakvi časi so. Oboje je bilo po mojem je bilo oboje. Jaz sem od starih slepih iz Škofje Loke dosti izvrtal še, mislim, kak je bilo, ne, kak so ti slepi živeli v Kočevju. To so še ti ljudje, ki sem jaz bil 70 leta v Škofje Loke do 72, so ti ljudje še bili v taki formi, ko sem zdaj jaz, mogoče pa mlajši. In so vedeli, kak je bilo v Kočevju, kak so se dogajale stvari, ne, kak je Klara, pa je bila stroga do otrok, ne. No, ker v bistvu, dokler ni Aksinja prišla v zavod, mi nismo kaj dosti vedeli. Vem pa, da... Urška, ki pa zdaj to fajn raziskuje in sem ful vesel, je bila pa takrat, ko sem že jaz počas odhajal iz zavoda, šele na začetku svojega delovanja v zavodu. Vem pa kot otrok, s Kabinetova je 64. umrl, 65. ali 64. umrla, da so jo pa vabili na proslave. To pa vem. Se to sledi. Ja, zdaj, zakaj sta bili pravzaprav obe nekje zamolčani? Jaz sem recimo o Franici Vrhunc pravzaprav brala šele, ko je bil ko so bile informacije preko interneta dostopne. Mi na fakulteti se nismo učili niti o Franici Vrhunc, niti o Minki Skabrne. Je pa res, da sta bile obe omenjeni že na drugem kongresu Zveze slepih in slabovidnih Jugoslavije in sta noter že obe opisani. To sem že večkrat slišala, ta očitek, da je bila Franica Vrhunc zelo stroga. Najbrž je bila res stroga, saj v bistvu je nadomeščala starše, če je bilo karkoli narobe. Ni pa recimo zelo Elizabeta Pohorec je opisovala, da jo je tudi po nagi riti, ne? Ampak po drugi strani jo je pa tudi zelo pohvalila, da je ona pravzaprav omogočila, da je videla nek smisel življenja. Tako da, pač učitelji so bili taki in taki, najbrž čisto življenjski, čisto človeški. Zdaj recimo razmere v Kočevju so bile slabe. Tam so si same drve slepi mogli. Tako, sigurno so bile slabe. No, naprimer, Elizabeta Pohorec opisuje, da ona je močila posteljo. Jaz sem brala recimo, te žimnice so bile narejene iz ovsene slame in seveda, če je bila večkrat pomočena, recimo ta ovsena slama, so jo lahko samo stran vrgala, ne? In da recimo, da takrat o enurezi pa enkoprezi, to pomeni nočno močenje postelje, kakanje po noči, a ne? O tem najbrž takrat niso kaj dosti vedeli. In so mislili, da otroci pač, če jih bojo dobili poriti, si bojo zapomnili in tega ne bodo več počeli, ne. Glede na to, da tista slama tudi ni bila poceni, da so jo sami mogli narediti žimnice pa tako naprej, najbrž je bila potem seveda malo huda in... Ja, logično, ja. Kako ste pa vi do literature o Pohorčevi prišli? Jaz sem bral njeno knjigo. Ja, tudi jaz sem jo dobila v knjižnici v Škofji Loki, jo imajo, drugač pa bila je ta knjiga je bila izdana v njenem domačem kraju, ampak tale moment, lejte. Jaz sem pa izvirnik bral prav rokopis njen. Ona je v bistvu vse snemala na trakove. In iz teh trakov je bila potem knjiga izdana, prepisana in izdana. Pa v Mohorjevi družbi, ne, v koledarju je bil tudi enkrat pogovor z njo, ne? No, jaz sem brala v Mohorjevi družbi, to si ti meni posredoval, tam sicer ne omenja imen, ne, medtem ko jih recimo
v svoji knjigi omenja. Omenja Franico Vrhunc v pozitivnem in v negativnem smislu. Všeč mi je to, da je pač povedala o Franici Vrhunc, se mi zdi dost objektivno. Ne? Ta je ta knjiga o zvočni identiteti? Ne. Ni, to bi pa mogli mogoče, ne. Ne. Samo prva stran je v Brajici. Jaz bi rada brala to knjigo, gospo sem poznala. No, Še prihajala v Škofjo Loko, ko smo z društvom obiskovali svoje člane v centru, ki so takrat bivali kot starostniki ali pa pač kot oskrbovanci tega doma. No in smo večkrat še kaj rekli, dokler so bili ti člani teh društev, odkot so prihajali, kasneje so pa vse te člane tako ali tako vključili v Kranjsko društvo. Ona se je rada z mladimi družila, ta Elizabeta. Na vozičku je bila, veliko smo se pogovarjali. To je v bistvu, njeno knjigo je izdala župnija. Ja, v Slovenskih Goricah gor. Ja, v Slovenskih. Tako, točno, Marija Snežna v Slovenskih Goricah. Tega gospoda župnika sem jaz osebno poznala, časla. On je drugač bil doma iz Radmerja v Savinjski dolini, no in je prihajal velikokrat v Radmerje, tako da mi je bilo čudno, da o sami knjigi sem zvedla šele, ko mi je Dušan posredoval te podatke, tako da sem si šla potem tudi sposoditi to knjigo v Škofjo Loko, kjer sem prebrala o Franici Vrhunc, kar je ona zapisala. Zdaj, se pravim, je imela tudi čisto človeške lastnosti, tako kakor France Prešeren, o katerem se nismo v osnovni šoli učili, da je bil pijanc, niti o Ivanu Cankarju, kasneje pa zveš tudi take stvari. No, morate vedeti nekaj, kar se tiče te vzgoje. Zdaj, mi, ko smo malo starejša generacija, se spomnimo tudi na te poriti, ko smo jih dobivali in tako naprej, da je bila vzgoja, je bila represivna in pravzaprav bomo zdaj rekli, pa ne, da bi zdaj zagovarjal represivno vzgojo, ampak se mi zdi, da nam ni nič škodila to, da smo jih daj dobili poriti, dokler je to v mejah normale. Tako. Naj vam pa še to povem, da recimo jaz sem 95. leta delal v vrtcu in sem imel tudi enega 2 leti starega, ko se je pokakal in je tam ena varuhinja rekla, zmrzlo vodo ga umiti, da si bo zapomnil, da se ne sme kakati. Recimo, in to je bilo leta 95, prosim, ne leta 40, ko se je. Tako, mislim pa, da so bile zamolčane zaradi svoje vere, čisto tako. One so bile, recimo, Franica Vrhunc je bila do leta 1921, ko je potem izstopila iz reda, je bila sestra usmiljenka. Izstopila je zaradi tega, tukaj, da ne bo kakšnih dvomov, ker marsikaj se govori, izstopila je predvsem zaradi tega, ker je prišlo do ene težke družinske tragedije, kjer je pravzaprav njena svakinja po nesreči ali v samoobrambi ali pa iz ljubosumja, to različni časopisi različno govorijo, ubila njenega brata, to pomeni od Franice Vrhunc. To je bilo konec januarja 1921, premeščena pa naj bi bila v žensko kaznilnico v Begunje marca 1921. Ta svakinja je bila seveda potem zaprta v Begunjah in zaradi tega je pač, predvidevam, Franica potem tudi izstopila. Je pa res, ona je naredila že do takrat ogromno dobrih stvari za slepe in potem, da jo potem v bistvu odstranijo, se tudi meni ni zdelo prav, tako zdaj, ko berem. Ampak zakaj bi zaradi napake svoje svakinje odstopila? Ker jo je, a veš, recimo naprimer, da gre potem v ta zapor, kjer je njena svakinja najbrž ni higiensko,
Pa tudi tako je, eni ljudje lažje delamo z eno populacijo, drugi z drugo. Jaz recimo, ne vem, v nekem prevzgojnem domu ne bi mogla nikoli delati ali pa v nekem zaporu. Je pa Grasarjeva bila ravno tako premeščena in je ona tudi potem svojo življenjsko pot zaključila v ženski kaznilnici v Begunjah. Ne kot učiteljica, čeprav je bila izprašana učiteljica, delala je v Gradcu s slepimi, ampak na koncu je delala ravno tako v Begunjah. Zakaj so jih potem dajali, zakaj so jih premeščali v te zapore, pa ne vem, najbrž niso imeli takrat drugega osebja kot učitelje. Danes v zaporih delajo posebno, kako bi rekla, drugi strokovnjaki, ne učitelji. Ja, in se je seveda tudi upokojila leta 29. Ja, tako Grasarjeva. Se je upokojila kot paznica v zaporu se je upokojila. Ja. Dobro, Timoteja malo zanemarjamo, Timotej, oprosti. Ni problema. Ti si mlad, ti si perspektiva, ti nisi zgodovina, tako da smo zdaj malo za zgodovino, se še imamo kaj. Bi pa jaz Timoteja vprašal, kako je bilo, ti si se z Brajico, si rekel, se je srečal po tistem, ko si oslepel, ne? Tako je. No, prej, a si sploh kaj vedel, da obstaja Brajica? Vedel sem, da obstaja Brajeva, pisava za slepe, ampak se nisem nikoli poglabljal. Ne? In seveda tudi v slepoti, pravzaprav verjetno nisi vedel nič kaj dosti, ne? Ne, seveda ne. Razen mojce in keksa, ne? Ja, tako je. Dan smo se vsi v slepoti. No, in potem si kaj, si prišel na društvo? Tako, in so mi pač dali neka priporočila, povedali so, kaj lahko dobim, da mi lahko zagotovijo učenje Brajice, da je ena članica, ki zna zelo dobro Brajico, to je Silva, ki je tukaj tudi na tekmovanje, in tako smo se začela učiti. In kako sta se učila? S kamenčki? Ne, s kamenčki, kar z tem za opismenjevanje starejših, slepih in slabovidnih. Aha. In kaj sta drajsala najprej? Ali eno piko? Ne, celice šteješ. Prvo na začetku šteješ celice, koliko celic, polnih celic Brajevih je v vrstici, mezmes, katera celica fali, potem manjka kakšna pikica, potem loviš vrstice, potem loviš stolpce, potem pa kome pridejo črke. Tako da kar dolga pot in dosti vaje, da prideš ti do učenja črk in znakov. Se pravi, najprej si moral izostriti ta tipni refleks ali kako, ne? Tako, razviti živčne končiče v prstih. Aha. In to si vse razvijal ali samo kazalce? Kako? Kazalce. Aha, samo kazalce. Aha. In to na obeh rokah? Ne, leve. Samo na levi? Se lahko berem z obema kazalcema zdaj. Aha, no, se to mislim, ja. Ne? Ker v bistvu jaz, ko sme tele, vem, da eni berejo samo z eno roko, eni berejo z obema rokama, tako da v bistvu ti pa... Ja, celo to ne smemo pozabiti, ne, pokojnega Gustija Škrabec, ja, pa Pirca, ki sta brala z usti, kar je pomeni, da je izredna, kako bi rekel, pokažejo izredno ljubiteljstvo po znanju in po knjigah, ne? Kar je recimo knjižni moli, bi se temu reklo po domače. Daj mi še povej, Timotej, sej v bistvu Brajica pravzaprav sploh ni toliko komplicirana, kakor se mi videči razmišljamo. Sej v bistvu samo, ko imaš ti A, pa samo dodajaš pikse. Marsikaj se da z logiko narediti. Naprimer, če si predstavljaš 1, 4, 5 je D. In če pogledaš, je D, kot da bi videč. Logika. 1, 2, 5 je H. In si lahko z malimi tiskanimi črkami pomagaš. Pač s tako logiko sem se jaz učil tega. J je zrcalno od H-ja in isto je 2, 5, 6, je kot J, če gledaš.
Ne, imaš tam gor, Tale imamo abecedo, ja. Tako da, ja. Ja, jaz sem tako malo gledal. gledal. V tej logiki sem jaz to, pač pa informatik sem tak, da 1, 2, te številke sem si zapomnil in pol je to, ne. Ja, jaz sem si tako zapomnil. Ja, izvoli. Ti si prej črke poznal, ne? Ja, jaz ne, zdaj bo, v torek bo 6 let, kaj ne vidim. Jaz govorim o tem, kako je, ko se učiš kasneje oslepel, gospod. Tako da, ja, saj 6 let je, kaj ne vidim, tako da v torek bo 6 let. No, a lahko rečemo čestitke? Ja, hvala. Mislim, malo se upravičujem, ni bilo rečeno cinično, ampak vem, da nekateri praznuje. Ja, tako, ja. Učenec, ki se je res naučil brajati, in jo tudi uporablja, ker drugi so se samo hecali. To je naša Darja tudi. Naša Darja je idealen primer tega, kar se da in da brajico ves čas uporablja. Zdaj že tudi 33 let, če sem se zapomnila prav, pa tudi kasneje oslepela in da ves čas bere kuharske recepte, da bere vzorce za pletenje, da živi samostojno življenje, mislim, knjige, romane in tako naprej. Pa še vedno slabo bere. Pa še vedno. Ja. Ne, da ne bo zdaj pomote, ne. Dej, ko sem rekel čestitke, ne, v tem smislu, malo se poheca. Malo pohecam, ker eni pač praznujejo te obletnice slepote in te zadeve, a ne. Ja, ne. Ja, ne, tako. Prosim. Slediš z obema rokama po knjigi ali samo s kazalcem? No, vse to sem te vprašal, ja. Z obema rokama. Z obema kazalcema. Aha, ker jaz sem z desnim ne prepoznam. Toliko let berem, samo z levem, ne vem, že prevzel funkcijo. Ne vem, jaz, kak mi je, tak berem. Jaz, ko sem se učil brajico, mislim, se ne znam jo, ampak tako tisto, ko sem pač glede na to, da sem delal tukaj, pa da sem imel braje v knjižnico čez, sem v bistvu si pomagal z recimo to angleško, ne, recimo A je I, ne, se je ena pika, ne, B je bridge, ne, ker je v bistvu tako kot en most, ne, 1, 2, ne, C je close, ne, se pravi most je zaprt, ne. In dobro, čas sem preskočil, ne, in potem je pač obvoz, ne, se pravi, je pač puščica za obvoz in tako naprej. Po tem principu sem se nekako učil, ne, in potem, ko prideš tja do I-ja, ne, potem pa dodajaš, to so prve pike, potem pa dodajaš še drugo in tako naprej, nekako pol to nastaja ta abeceda. Je tako? Timotej? Ja, tako. Pač vsak ima svoj način, ne, da se uči. Tako da mislim, da se lahko, je vsak zmožen, samo mora imeti voljo, pa cilj, pa polno vaje, tako da. Ja. Ja, glih me opozarjajo, da smo predolgi. Jaz sem glih hotel vprašati, koliko še imamo časa. Skratka, jaz se vam zahvaljujem, da ste nas poslušali, da ste nas strpeli tukaj. Zdaj, če še ima kdo kako vprašanje, se bomo pač malo podružili še, ne. Zdaj, tisti, ki vas zanima, jaz sem tukaj prinesel tole Kleinovo stavnico seboj in je napis v Kleinovi pisavi, s tem se zdaj malo ukvarjam. In bi pa opozoril na eno zadevo, ko sicer ne vem, če je v Brajici, je pa ob 200-letnici Brajeve od rojstva Louisa Braja je šla tale knjiga Louis Braille, njegov genialni izum, tako zdaj si lahko pogledate, tako da je tukaj not je v bistvu pravzaprav res brano vse v Louis Branu in te zadeve, ne. To pa mislim, ne, mislim, da ni, ne, bi pa mogoče bilo dobro. Ja, no. Skratka, jaz upam, no, da se bo to prepisalo, no. Vrhunc piše v knjigi tudi svetloba izpodriva temo. Da, imaš precej podatkov. A obstaja kje, ko sta vidva raziskovala Urška pa Rušan, obstaja kje kakšna varianta, da bi človek, ne vem, na internetu pogledal te razne abecede oziroma kako se kaj piše, ker meni, če date v roke ameriško brajico ali pa rusko brajico, jaz tega ne bom znala brati. Je pa res, da je to kar pri pisavah, če imate latinico pa ne vem,
arabsko pisavo, tudi arabske seveda ne moreš znati brati, ker se je nisi učil. Že če imaš na internetu, naprimer, če imaš cirilico, če imaš Srbi, to so samo čudne pike. Če greš na NVD na izpit, Jozef, no, Jaws, ko smo še imeli protem, nabrajamo vrstici, jaz ker berem cirilico, recimo, ker sem na teh srpskih mejnih listah, jaz si pomagam zdaj trenutno, tako, da na NVD preskočim na hrvaško zdenko in lepo berem. Zdenka sir. Ja, no, Luka maha, da moramo nehati. Zdaj, če še koga kaj zanima, se pa pol dobimo tam nekje, pa bomo še kako rekli. Hvala vam. lepa. Luka, izvoli.